Dejan, Ana in Jeger. In to jutro. Naš delovni ponedeljek je skoraj pri koncu. Ja, skoraj. Ampak ni še, ne? Imamo še nekaj za dela, ne? Kdo misli, gremo mi domov ob 9. Ja, brez skrbi. To gre Dejan samo. Ja. Pa 9 ur ima neto. Sicer pa dobrodošli v ponedeljkovem podcastu, kjer je seveda obvezen horoskop se zgodil in tudi nekaj o menstrualnih dopustih smo povedali. Tudi to. Ampak najpomembnejše bolj od tega. Ne, ni, ampak pač samo moram izpostaviti to, da so tebe okradli na počivališču in da si se kregal z Italijanom. Res je, tako. To je najbolj Tomaž Medvar stvar, ki obstaja. Ja, bil pa je pri nas tudi Sebastian Škorc, ki je povedal nekaj več o zgodovinski zmagi slovenskih odbojkarjev, kjer so tekmovali za 3. mesto v Ligi narodov in osvojili bronasto medaljo. Čestitke še enkrat. Še enkrat, bravo, pubec. Bravo. Če ste kaj zamudili z tega jutra, prisluhnite. Na hitro najprej, preden se posvetimo morda za koga bolj pomembnim stvarem, kaj sta čez vikend kaj počela? Jaz sem menjeval pipo na umivalniku v kopalnici. Bravo. In to je bil super. En 3-urni projekt. Ja, jaz se ga ne bi loto. Enkrat sem samo gledal, pa šli do spodaj tisto kolobocijo, pa sem bil okej. Jaz sem na koncu, ampak najprej, ker je to staro stanovanje, ko je vse kuj neki in nisem našel ventila sploh. Vse sem zaprl, pa je mrzla še kuj tekla. Čudovito. Da. No, ni pa razturlo po celi... Ne, ni. No, to je glavno. Super. Tudi noben te ni zmoto vmes, ko si bil svojo izjemno postavo sklonjen. Moram povedati, da je kopalnica široka samo 80 cm. Tako da sem se koto po 3 not. Pa da je zunaj bilo vroča, ne? Ob vsem tem. Pa da vedno, ko odpreš spodaj pri umivalniku, je vse gnilo not. Tako, kot more biti. Kot pod kavčem, recimo, ne? Ko ga po 700 letih pomakneš. Anja? Jaz sem pa malo praznovala svoj rojstni dan. Lepo. Ja. Nas veseli. Ja. Hvala za vabilo. Prosim. Je bilo fajn. Jaz pa 2krat grilal. In soboto in v nedeljo. Ja, kaj te češ, ne? Ja, sva. Tako vre. Ok, sicer pa seveda ogromno dobrih športnih, izjemnih v bistvu športnih rezultatov čez vikend. Recimo na košarkarskem evropskem prvenstvu do 18 let so slovenski pubeci v finalu premagali Italijane. Bravo! In to prvič, zlata kolajna, ne? Ja. V tej starostni kategoriji, do zdaj 1 srebrna, 2 bronasti, tako da bravo, vrhunsko. Ja, so prišli pa rekli pa dobro. Seveda tudi Liga narodov v odbojki se je zgodila, Slovenci so v boju za 3. mesto premagali Japonsko s 3-1, evo, bravo. Zgodovinska medalja. No, sami, mislim, boljše stvari so počeli drugi kot pa mi. Res je. Definitivno. Čeprav je zgodovinsko tudi tvoje menjavanje pipe, ne? Ne, se snajno že. Te pa ni. Dobro. Pa fuzbal je bil, prva liga Telemach, vijoličasti ostajajo neporaženi v novi sezoni, na štajerskem derbiju so remizirali z 1-1, tudi druge tekme so se nekako tako zaključile, razen Nafta Mura 5-2. Ja. Ne, vse se lahko zgodi v naši prvi ligi. Sicer pa nekaj več o odbojki tudi danes v totem jutru po 8 uri, ko bo naš gost Sebastian Škorc, ki bo malo več znal povedati o tej zgodovinski zmagi. Ne? Super. Evo, dobro jutro. Dobro jutro. Kako drugače začeti delovni teden, kot pa z eno fino, fajn napovedjo strani zvest. Mogoče bo prav pri vašem znamenju, da boste se kopali in bo mimo priplavalo 700 jurja. Mogoče. Kot v Italiji. Dvomim, ampak ja. No, dajmo prisluhniti. Ana. Oven. Ta teden boste ugotovili, da ni treba odgovoriti na vsako provokacijo. Energijo raje usmerite v cilj, ki vam lahko prinese konkreten napredek. Bik. Nekdo vas bo prijetno presenetil s podporo ali pohvalo. Dovolite si sprejeti pomoč, saj boste tako hitreje dosegli želeni rezultat. Dvojčka.
Rutina vam bo začela presedati, zato boste iskali nekaj novega. Teden je odličen za učenje, raziskovanje ali začetek zanimivega hobija. Rak. Manjše spremembe doma ali v vsakdanjih navadah bodo izboljšale vaše počutje. Poskrbite tudi za več kakovostnega časa z ljudmi, ki vam veliko pomenijo. Lev. V ospredju bo vaša iznajdljivost. Težavo, ki je druge ustavila, boste rešili z drugačnim pristopom in si prislužili spoštovanje. Devica. Ta teden ne bo odločilna hitrost, temveč dobra organizacija. Če si boste postavili jasne prioritete, boste brez težav opravili vse obveznosti. Tehnica. Pred vami je več priložnosti za druženje in nova poznanstva. Eden od pogovorov lahko odpre vrata do zanimivega sodelovanja. Škorpijon. Končno boste lažje odmislili nekaj, kar vas je dolgo obremenjevalo. Več prostora boste namenili stvarem, ki vas motivirajo in navdihujejo. Strelec. Radovednost vas bo vodila do koristnih informacij ali nepričakovane priložnosti. Ne zavrnite ideje samo zato, ker se zdi drugačna od vaših načrtov. Kozorog. Ta teden boste veliko dosegli z mirnim in premišljenim pristopom. Ljudje bodo cenili vašo zanesljivost in pripravljenost prevzeti odgovornost. Vodnar. Presenetili boste z izvirno rešitvijo ali svežo zamislijo. Zaupajte svoji ustvarjalnosti, tudi če vas drugi sprva ne bodo povsem razumeli. In pa še ribi. Dobro vam bo delo, če si boste vzeli nekaj časa samo zase. Ko boste umirili misli, boste veliko lažje sprejeli pomembno odločitev. Tako, čist drugo, ne? Kak sem zdaj navdušen in poln neke motivacije za preostanek tedna. Vrhunsko. Super. Zdaj pa vmes še vemo, ne, vsi, da imaš tudi dnevne horoskope. Ja, zdaj še to treba. Ki ti lahko tedenskega hitro potamanijo. No, upam, da pri vas ne bo tako in da bo vsaj približno tak, kot je bilo zdaj v tem horoskopu. Če ne druga, samo toliko, da veste, kaj pričakovati. Ja. Okay. 15:06 pa je ura. Dobro jutro. Dobro jutro. Voziš se po avtocesti iz morja domov in se vstaviš na zelo velikem počivališču, ker rabiš malo pauze, ne? Ja. Greš malo za 15 minut in potem greš dalje, ne? Tak je plan in je vse v redu. Vse je umazano, vse kaj primeš je vsaka kljuka, vse je masno in tako. Ti gor gre. WC dišijo, tako dišijo, gužva tako, da se ti zmeša, noter v vseh teh lokalih, kjer imajo neke sendviče ali pa neke gužve, ko, ne? Ja. Vsa vrata odprta, klima verjetno deluje, ampak not ni čutiti nobene razlike skoraj, ko stopiš not, pa še 700,000 ljudi je tam in je tak ali tak vroče, ko pes, ne? Pa hin si napal, ker se vozi že 6 ur. No, in si misliš, dobro, gremo te zdaj dalje, ne? Vse, ne? Lepo, ajde, dobro je. Tak pač je, gremo naprej. In potem se pojavi problem. Valjda, da se. Potem pride on. Lopov. Kaj? Naj vama povem in vsem vam, slušalke in poslušalci, okradli so me. Kaj? Ja. Res? Na počivališču so me okradli. Sredi belega dne. Ob, ne vem. Zares? Materialnih stvari ali dostojanstva? Ali kdaj se. In ni bilo prijetno, ker pač to ni fajn, ne? In ni fajn videti, da 15 minut stojiš in takoj neki problem. Ja. Med vso to gamadjo, ne? Iz vseh možnih držav tega sveta. Namreč, preden sem se v avto vsedel nazaj, sem videl, da sem bil okraden. Okay. Zdaj ti ne verjamem več. In ni bilo fajn. Nisem mogel niti reagirati, ker nikjer nisem v okolici nobenega videl, da bi mu zlomil čeljust. Ampak
iz moje kljuke vlečne zadaj, ko imam na avtu, mi je nekdo v teh 15 minutah dipno oni plastični štopel dol. Zelo res. Zakaj? Gledam okoli, ki nobenega, nič. Pa si ziher, da ti med vožnjo ni pa? Ja, ne pade to dol. In pol sem mislil, v redu, ali bom tudi jaz, tako kot včasih, mogel dati gor tenis žogico. Ko ima golfa enko, pa dvojko. Ja, zakaj pa ne? Dajmo spregovoriti o Paradajzu in o drami, v bistvu, ki jo tudi mi dva pomagava ustvarjati, ker pač to tak je. Ja. Drama. Kaj gledaš, Anja? Ker ne vem, Imaš o čem Paradajz govorita. doma? Imam, ja. Ja? No, kako ne veš, te pa moraš si pustiti enega, da bo veliki košarkarska žoga, da lahko prideš na tekmovanje, na tržnico. Tako bliža se Italijamo Fest 21. in 22. augusta bo na tržnici in v sklopu tega bo tudi tekmovanje, ker bo festival Paradižnika, tudi tekmovanje v najtežjem Paradajzu. Ne? Vrhunsko. Tako da pozivajo, ne, da si jih prišparate, vsaj enega tistega, ko vidite, da je največji, ne, ostale poberite, če so že zreli, da bo on dobil največ vsega, kaj rabi, da se bo lepo odebelil, malo ga božaš, malo pošpricaš, Pa z njim se pogovarjaš? pa ga pobrišeš, pa tak, ja. Pa muziko mu daš, Nekega pa vse. Mozarta mu daš malo, da posluša. Mogoče par paradajzovk okoli, da se boljše počuti. Samo kečapa mu ne kazati. Tako, ne bo pelata, strašno. kakih bedari. Sicer pa je že avgust in zdaj je že vedno bolj napeto, ne? Ker se bliža. Ampak vseeno še tam skoraj 3 tedne. Ne, še lahko lepo raste, pa ga negujete doma in potem pridete na tržnico, zmagate, dobite nagrado, potem pa vse skupaj tam bojo pomešali v eno veliko juho. Vrhunsko. Paradajzovo. Svetovno. Naj samo spomnim, tak, da malo po domače zmešamo blato. Ne? Ja. Se spomniš, kako so lani baje neke iz Bosne, neka semena vozili si, pa to, pa so imeli bolj ful velike paradajze. Res. Ful dobro. Samo ideja, če greste kaj na morje še prej, zdaj mogoče malo pozno, ampak dobro. Za drugo leto. Ja, evo, tako da. Pravite si teren. Veliki paradajz bo, pa ogromna paradajzova župa na tržnici, torej Marko, kdaj? 21. in 22. augusta. Ena super novica, bolj za ženske, Anja, tako da prisluhni. Zasledil sem, da je tudi Črna Gora uvedla menstrualni dopust. Bravo. Ni to kar, To ne? pa je res vrhunsko. Ne, zdaj ženske, piše tako, z določenimi ginekološkimi diagnozami bodo lahko po novem koristile do 2 dni plačanega menstrualnega dopusta na mesec. Super, ravno prav 2 dni. Mislim, to je za en aplavz. Res je, za en aplavz, bravo. Vsi smo se že s tem srečali, ne? Če ne drugače s tem, joj, kako mi je slabo. Ja. Mi dedi, ne? Ja, in pač ne moreš si predstavljati, ker logično vsaka ženska drugačna in vsaka tudi ima drugačne bolečine. Ne? Ja. Ene pravijo, vem, večkrat tudi, meni nič ni, nekaj malo cool, ena pa ne more hoditi. Res, pa imajo ful težave, ne? Zdaj ni to samo v Črni Gori, zdaj po novem, ne? Kje še, Marko? No, jaz sem gledal pa presenetljivo v azijskih državah, kar nekaj. Indonezija recimo ima isto 2 dneva na mesec, Japonska recimo, Južna Koreja, Tajvan ponujajo te opcije. Tudi v Afriki, presenečen, v Zambiji od leta 2015 imajo en dan na mesec, ki se imenuje kot materinski dan. Cool. No, tudi pri nas bi to moglo biti. Ja. V Evropi pa ni, ali V Evropi pa Španija. No, to, evo, Tako. samo tam. Zanimivo, ne? Ja. Ja. Anja, kaj ti praviš o tem? Mislim, Ja, jaz se definitivno strinjam, ker vem, kako je to hudo in zagotovo bi to zelo olajšalo, da bi lahko bile kdaj doma, ko je tako hudo. ja, res je. Pa empar sladoleda. Ne? Pa. Ja, ne vem, s čem si lajšate bolečine,
v teh situacijah, nimam pojma. Kakim počitkom obliži in tak naprej. Da malo se... ne vem, kaj vi mislite, nič 5-1, 220, mogoče ima kdo kak predlog še, kaj še bi Ali mogli... mnenje. Tako da dajte pisati, mi pa gremo nazaj k muziki, pa pohvale Črni Gori. Ne? Bravo. Ja, res bravo. Evo, 12:07 pa je ura, dobro jutro. Še eno izjemno prigodo bi rad podelil z vami, z dopusta. Celi dan si na plaži, vse vredi, fajn, super, greš nazaj gor na parking, ne, ki je 700 km beg od plaže, pa full break, res tak strmo, že dolgo nisem videl. In prideš gor do avta, parking že na 3/4 prazen, ne, ker ura, ne vem, 6 pa 25 zvečer. Avto stoji, zraven pa drugi avto, ne? Okay. Ja. In ti pač tam, ne, fretaš, pa not stvari izlagaš, pa, ne, mala stopi na trn, pa ji moš vun z prsta vlačiti, pa se dere, pa jo dvigneš, pa jo nosiš, pa greš, da jo daš zadnji not v zid, pa vse. In se gospod, ki je stal res blizu našega avta, odloči, da bo zdaj se odpeljal z parkirišča, ampak gre naprej, tako kažejo puščice, ampak je rikverc. Ne? Proti meni, kjer so bila zadnja vrata od avta odprta, jaz imel v rokah malo, ki se je jokala, oni pa rikverc. Ne? In seveda je potem prišlo do klasičnega prepira s tujcem. To je klasično. Klasično, ja. Taki morski, ne? In pogledam najprej seveda po mariborsko, ne? Takoj, pa kaj je s tabo budalo, naprej se zapeli, kaj si, ne? Veš, ne vem zdaj, ne? Si ga povedal, kaj sem rekel, pa čujem ven nekaj, ne? Ja, kaj? Pa pogledam zadnji, pa vidim, da je Italijan. Aha. Hitro sem ocenil, bil je mlad Italijan, ne, zdaj neki stari gospod, tako mogoče nekje tu star ko jaz, mogoče mlajši, kako v leto 2-3. Samo priprto šipo je imel, ker je verjetno ga bilo strah. Priprto, se pravi, 3-4 centi odprto, gledal je ravno, niti ni pogledal nazaj, špegl ali pa levo k šipi, samo ravno je gledal. In govoril grde italijanske besede, jaz pa seveda grde mariborske besede, ne slovenske, prav mariborske. Ne? Bla, 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 in je to trajalo en cajt, bla, 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 pogledam, oni samo ravno, ni upal pa, kaj te s tabo je, ne? Budalo. Celi parking imaš fraj, kreten, kam rikverc rineš, naprej se zapeli, veš, tak, ne? In on dalje nekaj, ne? S totimi špageti, bla, bla. In pol sem se odločil, da ga zaključim v italijanščini. Si predstavljam vsaj eno besedno zvezo? Ker mi je dekl dvignilo, čisto že. In smo seveda omenili dva zelo znana nogometaša. Zdaj ko, ja, Maldini, Del Piero, budalo smo tam. So good, so nice and easy, so nice and easy. O, Tine. 19 minut še in ura bo 8. Dobro jutro. Dobro jutro. In Tine Križanič Tine je na dopustu, ampak to ga ne ustavi. Res je. No, dajmo, halo in dobro jutro, Tine Križanič Tine. Pozdravljeni. Ja, na dopustu sem še, ampak pač vsi moji poslušalci niso več na dopustu, ne, tada sem se odločil, glej, v redu, jaz si vzamem z lahkoto 5 minut svojega časa za vas, ne. Mislim, ne za vas, vas mi je bolj kot ne vseeno. Skratka, ena fina zanimiva za ponedeljek, ne vem, če ste vedeli, ampak Nintendo je kupil vse pravice
za film z odraslo vsebino z naslovom Super Hornio Brothers. To pa zato, da ga ne bi slučajno kdo kje predvajal. Ne vem, zakaj imam občutek, da ga je Medved že gledal. Parkrat. Zato pa se veseliš. Kakšna brezvezda. Super Hornio Brothers. Hvala ti. Si že predstavljaš? Mata samo Ibercuge gor. To temo so že obdelali. Pa Verjetno pol še stokrat. kaj, ne? Ko vodovodar pride. Verjetno je tudi že bilo kdaj, da je imel brata. Dobro. Pa sta odojka spekla. Marko in Tomaž sva tukaj za enkrat. Ja, zaenkrat zdravo, dobro jutro. Zdravo, dobro jutro in kot smo obljubili nekaj več na temo zgodovinske medalje v odbojki v Ligi narodov in seveda kdo je bolj primeren za to kot pa trener mariborskih odbojkarjev Ajvent Maribora Sebastian Škorc. Sebastian, dobro jutro. Ja, res dobro. Ne? Dobro jutro, Kako se zdravo. pa zdaj reče dobro jutro, ne? Čist Čist drugače po medalji. Ja, nekaj drugega. Okay, Sebastian, najprej da te vprašamo. Meni se tako zdi, da ti še nikoli nisi bil na dopustu. Tako bom rekel. Ti si non-stop neki si, s Pa tisto nikjer. beležko imaš, pa hodiš, pa ne vem. Veš, kot da celi cajt išče, take kot je fras, ne, 2 metra. Tudi Veš, pa takega, točno to, ampak najbolj išče take Peter Možič od spodaj po Mariboru, tako da mogoče ga je spregledal. Ne? Jaz sem Drugače pa- prepočasen za bilo kjer šport, ne samo za Pa je odbojko. res, ja. Si že privoščil kaj odmora, kaj počitka? Ja, bili smo malo z družino na dopustu, ampak Super. to je bilo onaj telefonski dopust in urejanje vseh trening tekm, planov, vsega. Ja. Ampak malo je bilo, sedaj pa smo že v akciji. Že nazaj. Tako. Že nazaj. Okay, predvidevam lahko, da si spremljal sobotno tekmo. Ja, spremljal sem normalno nekatere soigralce in pa seveda s tistimi, ki smo osvojili skupaj, ko sem bil še pomočnik selektorja, 2 medalji na evropskih in sedaj pa še ena prestižna medalja VNL-ja, to pomeni Lige narodov, 3. mesto in normalno sem spremljal vse tekme, tako da nimamo kaj za reči, da to traja, ta zgodba že 10 let, da se iz vsakega prvenstva vrnemo z medaljo, to pomeni odbojka je doma v Sloveniji in pa to, kaj skozi tudi govorim zraven nogometa, tudi v našem mestu ima odbojka poseben prostor. No, ravno to nas je zanimalo, ne, ko sva se prej pogovarjala z Markotom, kaj taka zgodovinska medalja pomeni za slovensko odbojko nasploh? To ni mala stvar, ne? Poglejte, dobro, na mojih omrežjih je dosti mogoče več kot od ostalih pač odbojkarskih vsebin in dejansko je bil včeraj splet zakurjen, tudi čestit, kaj se je dobivalo in tako naprej, tudi mi smo dobivali ogromno čestit v klub in tudi jaz osebno, kajti moramo vedeti, da mi v Mariboru, v odbojkarskem klubu Event Maribor, na to se skupaj gledamo malenkost tudi drugače, bolj čustveno, kajti včeraj je bilo 6 naših igralcev, bomo rekli otrok na igrišču, Planinšič, Najdič, stara šola soigralska Alen Pajenk, ki je malo poškodovan, potem pa seveda tukaj je še Kržič in pa seveda jaz mislim, da največ, ki je pokazal Rok Možič in pa Rok Bračko, tako da kar 6 naših igralcev na širšem spisku, pa jih je bilo. Ravno sem to reči, da me je kuj zmrazilo. In kaj to pomeni potem po takih medaljah, kako se to kaže pri zanimanju za odbojko? Ko je vsake toliko cajta neko prvenstvo, nekaj veliki dosežek, potem naenkrat so vsi odbojkarji ali... Ja, kot recimo pri kolesarjih, ne? Ja, točno to, kaj ste povedali. Najlepše je to sigurno se vidi potem pri otrocih, da imamo kakšne opise več v šolo odbojke, kajti mi črpamo iz svoje baze, tako kot sem malo prej povedal, ko so prišli ti reprezentantje, tam je zelo lepo. Neke stvari pač malo bolijo, jaz sem vedno pač se posod odkrit tista slikanja, ne? Pa se točemo vsi, ne? Kak je, ko pa so treba pomoči, pa je bolj slabo,
ampak to pač tak je. V glavnem vsaka medalja prinese nekaj novega, normalno kakšni odzivi pozitivni pri kakšni sponzorji in vse skupaj, da se vidi, da je to res, jaz bom temu rekel, šport, ki je konstanten in to, tako kot sem povedal, iz vsakega prvenstva se vračamo z medaljo. To je velika stvar in mislim, da je en edini športov v Sloveniji za takšno konstanco, ki jo držimo. Je pa to seveda tudi neka fajn potrditev za vse trenerje, ne, da to že tako dolgo traja. To ni enostaven proces, ne, da tako dolgo, da se vzdržuje nek nivo, da se dosegajo medalje, to ne, poznamo, ne, ko so generacije, pa pol pade, recimo dosti teh problemov trenerskih in sistemskih nasploh, recimo v smučanju vidimo, ne, je šlo gor, zdaj pa ne vem, kaj bo zdaj 10-15 let, preden spet kdo pride. Pa pri fuzbalu, da se ne menimo, ne, isto. Ja, tudi, ne, včasih, ne. Ja, to je vsekakor okreče se kolo sreče, jaz vedno rečem, vsake športu, tudi pri nas je bo meni, da to zgodilo, tako se dogaja, je pač vse skupaj povezano z financami, klubi smo tisti, ki delamo igralce in tako kot sem poudaril, naših je bilo 6, druga zgodba, ki jo začenjamo v klubu, ki moramo pohvaliti naše trenerje, tukaj Milana Kustra z Ivan vložkom, da lahko sploh smo živi, potem Gregorja Prišenka, ki skrbi zraven za vse te stvari, da tečejo normalno in pa vse trenerje. Tukaj so pa vsi trenerji, ki delajo čudo in ne samo v Mariboru, vsi ostali v klubskih in potem, da pride do reprezentance. In to, kaj dela reprezentanca, to nekomu povedati, objasniti, opisati, to je zelo težko. Bil sem v reprezentanci 15 let in da nimaš enega poletja prostega, kajti ko žoga v klubu aprila, ne vem, bom rekel 28. aprila pade zadnja žoga v klubski sezoni, si 1. maja na zboru reprezentance in to se skupaj traja, sploh sedaj, ko je VNL, Liga narodov iz Kitajske, letos je bila reprezentanca 2krat na Kitajskem, Brazilije in tako naprej, ti si iz hotela v hotel in to trajaš 5 mesecev in ko zadnja žoga pade v reprezentančni odbojki, sedaj še Evropsko prvenstvo, pa čez 2-3 dni moraš biti zopet v klubu. Zelo naporno, poleti ni, jaz sem bil do 48. leta v reprezentanci in nisem vedel, kaj je to sploh morje, dopust, tiste 2-3 dni, ostalo pa iz dvorane v dvorano, tako da svaka čas, kaj ti fantje počnejo. Res je, še enkrat čestitke, bravo. Tako da nisi imel v bistvu, Sebastian, do dobra spoznati Zadra, recimo, ne? Noter, male ulice. Malo ulic, bolj malo, takrat sploh, ko sem bil, sedaj zadnja leta malo več z družino, ampak se zgodba obrača, kajti v Mariboru smo zopet pomladili ekipo in bomo imeli 6 mladinskih kadetskih reprezentantov in seveda tu je že moj otrok, tako da sedaj pa so ta poletja povezana prilagajanja pre meni, sedaj gremo dalje, iz dvorane v dvorano. Tako da penzija še je daleč, ne? Evo, Sebastian Škorc je današnji gost, čez 3 minute se vrnemo, da še rečemo kako na temo zgodovinske medalje slovenskih odbojkarjev v Ligi narodov. Sunrise Avenue in Fairy Tale Gone Bad, ki pa ni bilo glih tak, ne, če pogledamo odbojko, ta pravljica... Ja, za Japonce je bilo, ne? Za Japonce, ja. Lahko pojejo, ja, pa dobro, vse imajo, ne vem, vsega boga, pa avte, pa ne vem, kaj vse delajo. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je torej dobila tekmo za 3. mesto v Ligi narodov in tako seveda osvojila zgodovinsko medaljo v tem tekmovanju in seveda kdo bi znal kaj več bolje povedati kot Sebastian Škorc, trener Ivent Maribora, torej mariborskega odbojkarskega kluba. Dobro jutro še enkrat, Sebastian. Dobro jutro. Z Markotom smo se prej tudi pogovarjali o tem, kaj to pomeni, recimo ta zmaga, prej smo rekli 6 reprezentantov, je namreč Mariborčanov, ne? Iz tega okolja. Kaj to pomeni, recimo, ko pride, ko si prej rekel, ne, ko je enkrat konec reprezentančnega dela, ko je spet čas za klubske tekme, ne vem, ko pridejo neki reprezentanti nazaj, pa ono, servus, bravo, stari, wow, kako dobro. Prinese to neko iskro novo v klub sam?
Pa vsekakor prinese, ne? Je pa res, da je treba to čim prej pozabiti, pa reciklirati glavo, pa začeti z nule, ne? Ker če prideš v to dvorano, da kaj si ti naredil, kaj si, je pol sezone že mimo. Naslednji dan, se poveseliš, ono pozabiš in naslednji dan, ko prideš v dvorano, daš zopet maksimum in imaš pač nov cilj, da boš osvojil zopet novo medaljo in to ti je cilj. Če bomo pa se proslavljali pa pogovarjali 14 dni, smo pa 14 dni v športu zgubili in to pač žal pač ne gre. Je pa sigurno tista velika stvar, da veš, da imaš v klubu dobre igralce, da so sposobni nekaj narediti, to so pa druge stvari. Kako težko je to preklopiti, pardon Marko, da zdaj, mislim... Dobro, pri mlajših igralcih je to vsekakor nekaj novega, ampak se tudi hitro navadijo, kajti imeti na igrišču takšne, kot so naši reprezentanti, ki so dali marsikaj skozi, Alen Pajenk, kapetan Tine Urnaut, ki to se skupaj dobesedno drži, prej Ševinčič in tako naprej. Normalno, da to se prenaša in takoj mlajši igralci, ki pridejo malo pokukajo, dobijo hitro po ušes in bom temu rekel, da moraš biti zopet dalje pošten do dela in dalje garati, kajti vemo, da v športu ali tako v življenju bumerang se ti zelo hitro vrne. Okay, torej ne sedeti na lovorikah. Daleč od tega, osvojiš je nekaj najlepšega, ampak ne da boš 2-3 mesece ali pa nekateri 1 leto. Ne? Tisti, ki razmišlja 1 leto o tem, tistega več hitro ne bo zopet na vrhu. Ne? To reči, da danes se še malo veselijo, popoldne pa že... Ja, mislim, da sedaj je par dni prosto in potem dalje priprave za Evropsko prvenstvo, ki se začne v začetku septembra in potem traja vse skupaj do 27. septembra, 3 tedne Evropskega prvenstva in potem pa v klube, kajti klubske sezone začenjamo v teh dneh, mi začnemo 10. v ponedeljek klubsko sezono, tako da te priprave normalno reprezentanti spuščajo, se so tam na tekmah, ampak je zelo težko, oni pridejo iz nekega vrhunca, ostali se pripravljajo, to se skupaj, določeni pridejo poškodovani iz teh prvenstev, nasičeni, normalno je, tisti, ki je imel vsaj mesec dni, ki ni v reprezentanci, imel mesec dni prosto, je v drugačnem stanju, kot pa tisti, ki je imel 2 dni v celem letu. Ko zdaj smo utrujeni, ko si samo predstavljam, kako zdaj to skupaj zmešati, kako vi zmešate trenerji nekoga, ko je osvojil tam medaljo in ima 2 dni fraj, z nekom, ki recimo res pridno trenira cele dneve, ampak pod narekovaji ima fraj, ne igra tekem, kako zdaj to združiti, da bo ta ona dva klapala na igrišču na tekmi. Pa se da, ampak je dosti od začetka sploh prilagajanja, sploh pri teh, kaj pridejo prilagajanja pod narekovaji. Normalno ima drugačen neki program, dosti več fitnessa, da dobi tisto fizično moč nazaj, da si malo več žoge zaželi, z ostalim več za žogo, da pride na neki nivo, ampak to je se skupaj zelo težko razlagati, to ni dobenega pravila, to je od igralca odvisno, kajti šport je živa stvar, s tem rečem živa stvar, zato je tako zanimiv, lahko si boljši, na koncu zgubiš, lahko si slabši, v glavnem šport je nepredvidljiv, zato je tako zanimiv in to je z igralci vedno vse tako odprto, dosti je treba komunikacije, imeti iskrene komunikacije, ampak zelo hitro se vidi, kdo je gnilo jabolko. Če je kakšno gnilo jabolko, ga je treba normalno zelo hitro vzločiti, biti direkten, ne se pogovarjati z enim igralcem tako, z drugim tako, z vseh biti zelo direkten in razčiščevati sproti stvari, kajti vemo, tako kot sem imel prej gnilo jabolko, če damo gnilo jabolko v hladilnik, je naslednji dan vse gnilo in tako je tudi v športu, če imaš nekaj takšnega, se zelo hitro ekipa razbije in če ne funkcionira prava kemija, vse skupaj, lahko nastanejo veliki problemi. In kot kaže, to deluje, ta mentaliteta, ki si jo zdaj povedal, razložil. Deluje, ampak to je vse skupaj, se vidimo, kako deluje že samo manjši preobrat, ne manjši, velik preobrat v NK Mariboru, pa je začelo delovati. Moraš to razumeti, znati, dati to skozi. In mene je največ naučila garderoba. Igral sem v največjih klubih in spremljal normalno z največjimi trenerji v reprezentanci in ko to doživljaš, živiš celo življenje to, pa še takrat ni nujno, da se ne zmotiš. Normalno, da se vsi zmotimo, probaš in delaš neko stvar, ki bi naj pila vodo, bom temu rekel, ampak če sam pa nisi tega poskusil, odkot se boš naučil, jaz temu rečem. Vedno bolj mi je jasno, zdaj, ko gledaš katerega koli trenera na televiziji, ko nekaj živčno žveče, si nohte grize. Razumem, kaj vse je tam zadnje. To je ozadje. Najlepše je vedno, ko te vpraša igralec, trener, pa nekaj najlepšega je biti igralec. Greš domov,
pogledaš film, pogledaš svojo tekmo, razmišljaš o sebi, kot trener pa o 14 ljudeh, o pomočnikih, kakšen bomo trening naredili, video analize, vse skupaj. Pa še o sebi, ne? Pa še o otrocih, pa ženi. 24 ur. Ja, pa o tašči, pa ne vem, kaj se. Puna glava. Sebastian, čestitke, tak ali tak, in hvala, da si prišel, hvala, da si pojasnil malo in verjamemo tudi v novo dobro sezono v vašem klubu. Najlepša hvala, tako da res čestitke fantom za to, kaj kažejo. Vsi si želimo, da se ta medalja proslavljala dolgo ne bo, kajti, kot smo rekli, 2-3 dni priprave na evropsko in začetek septembra evropsko prvenstvo, mi v klubu pa normalno dela dalje za dobre rezultate in pa seveda, tako kot sem prej omenil, te mladinske reprezentante spraviti do članske reprezentance, tako, da bomo imeli nove moči zopet iz Maribora v reprezentanci. Evo, super. Lepo si povedal, hvala še enkrat za obisk, pa samo tak dalje. Hvala lepa. Hvala lepa. Adijo. Imagine Dragons in follow you. Vsem bi rad sporočil, da če je banana črna, ne zdaj gnila, ampak že tak proti kraju tam, pa da še ni gnila, je za smuti. Ne rajte beg vreč. Ja, vsaka banana je za smuti. Ja, razen zelena. Ja. Če vam pravim, da če je fejst črna, več ni dobra in ima že neki kislo pravim, zakaj imaš banane tako dolgo, da postane kisla? Kdaj te delaš iz banana? V življenju še nisem kisle banane jedel. Jutri ti jo prenesem. Ne, nosi. Gnilo, nosi mu. Pojejo, da boš videl, da zagreni. Drugače pa pride Saša zdaj, pa bo vse malo olajšala, nas 9 ob 9, pa ful bo imela vsebin. Pa karte za otok, pa ona tudi kisle banane, mogoče, bomo videli. Sva. Pa novice so zdaj. Ja. Dejan, Ana in Jeger in Toto jutro.